haleluja, dajmo si pogledati, kako premagati vsak virus. Amen. Ne bom rekel koronavirus zato, čeprav sem glika rekel, ker verjamem, da ga drug let itak nov več in kdorkoli bo gledal video naslednje let, nov vedel, o čem govorim. Tako da ne ti povem, prihajajo novi virusi. Jaz verjamem, da bojo še hujše nadloge, še večje bolezni in zato je dobro, da treniraš na vsaki manjši nadlogi, kot je koronavirus. Jaz sem sicer gledal danes dopoldne v Sloveniji 13 okuženih, preden sem šel v cerkev, sem spet pogledal poročila, je 16 okuženih in tako naprej. Ampak dajmo si pogledati, kaj je Božja beseda prav. Amen? Dobro je, da nisi kontroliran od stvari tega sveta, ampak da pogledaš v Božjo besedo, kdo si v Jezusu in si pripravljen. Luka 21:26. Ljudje bodo hirali od strahu in pričakovanja tega, kar pride na vas svet, kajti nebeške sile se bodo majale in tedaj bodo videli Sina človekovega priti na oblaku z močjo in veliko slavo. Se pravi, ena od karakteristik poslednjih časov je, da bojo ljudem srca omagovala od strahu. In tukaj mediji lahko veliko naredijo, ker to, kar gledaš, to postaneš. To, kar poslušaš, pridobi tebe. In če skozi spremljaš statistike, ene stvari, ta stvar prevzame tvoje bitje in slej kot prej si boš začel misliti, kva se meni zgodi in pol gledaš, kaj naj ravnam, če to dobim, kako naj se odzovem, če se mi to zgodi in tako naprej. Ti bi mogel razmišljati, kaj naj naredim, da bom tak Jezus, ki bi se srečal s tem pojavom. Amen? Jaz se v bistvu nočem primerjati z nobeno osebo razen z Jezusom. Res, haleluja. A se strinjate, da je Jezus naš zgled? Haleluja. In zdaj pogled, kako se on obnašal. V Mateju 8:2-3. Matej 8:2-3. Poglejmo si Jezusa, našega zgleda. In glej, pristopil je gobavac, se poklonil pred njim do tal in rekel, Gospod, če hočeš, me moraš očistiti. Jezus je iztegnil roko, jo hitro namočil v dezinfekcijsko sredstvo in potem v neprebojno rukavico si nadel masko in rekel, hočem, in je z daljave molil za njega, bodi očiščen. In je postopal povsem po pravilih, ki veljajo med gobavci. In je bil na razdalji previdni 10 metrov od njega. Kako je naš Jezus, to ni ta pravi evangelij, kar sem zdaj povedal, ne samo povem, to ni Jezus, to je kako bi mi Jezusu rekli, da se mora obnašati, če bi danes živel. Ampak kako se on obnaša, dajmo pogledati. Gospod, če hočeš, me moraš očistiti. Jezus je stegnil roko, se ga dotaknil, a lahko rečeš dotaknil. Kako klema, se lahko kar dotikamo ljudi, a ni? Si videl unih posterjev, da se ne smemo rokovati, pa bla, bla, bla. Če se kdo noče s tabo rokovati, pusti ga namer, ampak razumeš, da to ni v Božji besedi. V Božji besedi piše, da boš polagal roke, se pravi, boš položiti roko. Polagal boš roko na bolnika in bolnik bo ozdravljen. Haleluja, amen. Ne piše, če boš položil roko na bolnika, se boš nalezil bolezni. Amen. On se mora nekaj v tebe nalezti. Haleluja. Problem je, če si vas v strahu, pol to ne bo delovalo. Zato rešitev je to, da greš v Božjo besedo. Amen. Da poslušaš, kaj Božja beseda govori, ne kaj govorijo na poročilih. Ti moraš vedno biti en korak pred težavo. Haleluja. Zakaj? Da si pripravljen, da te ne ujame v paniki. In tukaj prav Jezus stegne roko, se ga dotakne in reče, hočem, bodi očiščen. In pri priči je bil očiščen gob. Haleluja. Razumem, če bi Jezus imel strah, se to nikoli ne bi zgodilo. Nikoli. Strah te bo paraliziral. Kaj ti bo strah naredil? Dajmo si pogledati Joba. Job 3:25. Job je bil največji prosperitaš, takrat živeč na zemlji. Ampak vse, kar je delal iz strahu. On je opravljal žrtve, ker se je bal, da bojo otroci zgrešili. Vse, on ni delal iz ljubezni, ampak iz strahu. In poglejte si v Jobu 3:25, strah, ki sem se ga bal, je prišel nad me, kar mi je zbujalo grozo, me je zadelo. Se pravi, strah odpre vrata, da te lahko nekaj zadane. Okay. Zato moraš ti paziti, če boš okoli hodil po strahu, na vsake 2 minute se boš roke umival
bal se boš ljudi dotakniti, pa se boš bal koga obet, bal se boš pridati v zaprt prostor z veliko ljudmi, kot je recimo tukaj sam. Razumeš, da te bo hudič ohromil, na koncu ti bo vse pobral, tvoje frende, tvojo cerkev, ne boš nahranjen. Kaj ti tak življenje? Boš, da bi tako od koronavirusa umrl? Jaz raje umrem od virusa, kada se ga bojim, a razumeš? Kada se nas sme objemati pa rokovati z ljudmi, haleluja. Haleluja. Veste, kaj so begunci prišli 5 let nazaj, ne vem, 120,000 beguncev čez Slovenijo. In mogoče bojo spet in bo uspeli, jaz ne vem. Nič mi ni Bog govoril, ampak mi smo šli tja na mejo, na Brežice, ki so jih z vlaki peljali in so bili 40 ur, so bili v teh vlakih. In to je toliko smrdelo, to je bilo katastrofa. In vsi smo imeli gor maske. Policija je bila vsa v unih želva, v oblekah, neprebojnih. In mi smo šli v imenu Karitasa zraven, na Medeni zrihtu. In smo bili Denis, jaz pa Jernej, eno carešin tam iz Novega mesta. In smo šli mu znati evangelij. Mi smo pucali 2-3 ure, toliko, da smo imeli zastonj vstop, ker drugače ni bilo vstopa med te ljudi. In sem rekel, fante, zdaj pa maske dol. Mi ne moramo oznaniti evangelij z maskam na obrazu. Mi damo maske dol, pa jih gremo objemati ta folk. Ko si pazi, da se noš nalezel, to je ful, ljudje so polni bolezni, vse, to je... Ko sem jaz dal masko dol, se mi zdel, da mi je 2 svinčnika ostro v nos porinu. Tak smrad je to bil. Kar zadušiti me hotel, ampak čez 2 minuti, samo čez 2 minuti, mi je začel to dišati. Ker kad ti narediš korak v veri, bo maziljenje prišel na te. Razumeš? Bog te bo upremil, ne morete pa upremiti, če si v strahu. Štekaš? Če se ti bojiš rokovati z ljudmi, pa se ne rokovati z njimi. Ker strah je nevarna stvar. Ti preden se lahko rokuješ s komorkoli, moraš imeti to avtoriteto, da veš, kdo si v Jezusu. Amen? Da se zavedaš, Bog je dal meni avtoriteto. Jaz kogarkoli se rokujem, če je bolan, bo ozdravel. Amen. Jaz bi z veseljem, ne pritram, jaz bi z veseljem stisnil roko nekomu, ki ima koronavirus. Z veseljem, haleluja. Zakaj? Ker pričakujem, da bo ta močka v meni stekla v njega. Vsak prvi četrtek v mesecu imamo predstavitev Biblije v knjigarni eni. In včeraj smo prišli tja in tja pridejo neverniki. In, aha, si že začel kašljati? No, pricam. Kaj naprej? Tukaj je zona za osvobojenje od virusov, amen? Amen, ne se bojiti ljudi, ki kašljajo, amen? In cerkev, nočem, da kdorkoli misli, da se imam za karkoli več od tebe, haleluja. Jaz ti samo povem, to, kar jaz govorim, je ABC krščanstva, ABC. Jaz nisem neki napreden kristjan, ti si pa neki loser, razumeš? To vsakmu pripada, kar jaz zdaj govorim. Jaz sem prišel v četrtek na predstavitev neko biblično in gospa, ki je šele drugič bila sploh med nami, je rekla, sem rekel, kako ste gospa? Minuta samo prej smo začeli. Rekla, zadnjica molil za njo, ni mogla rok dvigovati zaradi artritisa in je bila ozdravljena. In sem zdaj rekel, gospa, kako ste? Prav, ful boš, mislim, ful, super, res, ampak vsem v prstih me pa še vedno zbada artritis. Cerkev, jaz sem se jo samo, sem rekel, dajte mi roko. In pa sem se samo dotaknil in sem rekel, spustil v imenu Jezusa. In jo je takoj spustil. Rekel, kako je prav super. Cerkev, od zdaj naprej to sama deli. Ne rabaš mene, haleluja. Amen? Ne rabaš, haleluja. Ti imaš avtoriteto v imenu Jezusa. Problem je, ker se ne zavedamo, kdo smo, cerkev. In pol se bojimo tega, kar na televiziji gledamo. To je ful narobe, to je čist narobe. V Rimljanih 12.2 si pogled citat. 12.2 pogledamo. Ne se prilagajati miselnosti tega sveta, ampak tako preobražajte da boste vedeli, kaj je Božja volja. In kaj je Božja volja v primeru virusov? Kaj je Božja volja? Da bolniki, ki pridejo v kontakt s tabo, ozdravijo. V tem svetu ti pa propagirajo, da ko bolnik pride v kontakt s tabo, boš ti ratu bolan. Viš, da je glih obratna resnica. To bi mogel biti najbolj svetu čas za nas, kristjane, haleluja. Jaz verjamem, da Jezus ne bi niti pomislil,
na kakšno paniko, ki bi zaslišal za virus, ampak bi pomislil, wow, to je čas, da jaz žarim, haleluja. To je čas, da se jaz koga dotaknem, ki ima virus, haleluja. Ne pa, da si dam gore v rokavico pa masko, haleluja. Poglejmo si še hitro 2. Timotej 1:7. 2. Timotej 1:7. Bog nam ni dal duha strahu. Tako demoni delujejo, duh strahu. Zato pazi, ko gledaš televizijo, jaz včasih ful rad kakšno tekmo pogledam, ampak ko so vmes reklame, ful reklame o boleznih, takoj glas ugasnem na reklame. Ko nočem sploh poslušati informacij, ki mi govorijo, koliko ljudi je bolani, koliko ljudi... Fili se z zdravjem, amen? Daj si zdravje v svoj haleluja. Poglejmo si Daniel 3, 16-18. Šedrah, Mišah in Abednego so kralju Nabukadnezaru odgovorili in rekli, ne zdi se nam potrebno, da bi se tebi zaradi tega opravičevali. Če nas naš Bog, ki ga častimo, mora osvoboditi, nas bo rešil tudi iz goreče ognjene peči in iz tvoje roke, o kralj. Če pa ne, vedi, o kralj, da ne bomo častili tvoje bogov, ne bomo molili zlate podobe, ki si jo postavil. Se pravi, kralj zahteva, da vsi pokleknejo pred podobo, ki jo je zgradil in jo častijo kot Boga. Kdorkoli ne bo pokleknil pred to podobo, ga bojo scvrali v peči. Da si predstavljaš? In naj ti povem, ta svet še vedno meče podobe pred nas. Moraš to delati, če ne boš zbolel, moraš to, če ne ti ne šlo dobro, moraš 8 ur, ni dosti na dan delati, moraš še ful več delati, če ne boš preživel in tako naprej. Ful si moraš roko umivati, če ne boš zbolel. In potem si vas paničen, skozi, mislim. Slišal sem celo, da v Avstraliji WC papirja zmanjkalo, ko si panično navalili. Veste, kaj dela krščanski center v Avstraliji? Tala WC papirje. Naročili so šleparji in jih talajo na ulici, ki je zmanjkalo v trgovini, ker folk je paničen, misli, da rabijo ful WC papirja, ko bo kriza, ko bo virus rastel in tako naprej. In moj friend, pastor, ki sem bil pa njemu lanski tu v Avstraliji, on je cel šlepar toalet papirja naročil in šel na ulici in talal ljudem, brezplačno, WC papir, haleluja. Veste, ful faca, haleluja, amen. Mi moramo biti glih kontra temu svetu, amen. Ko vsi govorijo panika, kriza, se moraš ti veseliti, amen. Vesel se, haleluja. Poglej te ljudi, vsi pokleknejo, oni pravi, ne bomo pokleknili, ni šans, ni šans. Zakaj? Ker nas bo kdo rešil, Bog, amen. Amen. A se ti zavedaš, da je Bog na tvoji strani? A se ti zavedaš, kakšno avtoriteto imaš? Ker si ti sprejel Jezusa, ista moč, ki je obudila njega od mrtvih, zdaj živi v tebi. Amen. Isto mazilne, ki je bilo v njemu, je zdaj v tebi, haleluja. Ti moraš reči besedo, haleluja. Hod v veri. Ampak všeč mi je posvečenje teh ljudi, Šadraha, Mešaha in Abednega, pravi, tudi če nas ne bo Bog rešil, pač gremo pa v smrt. Nima veze, ampak ne bomo pa naredili kompromisa. A ni to the best? Se pravi, z drugim besedem, ko smo mi šli, ko so bili te begunci, ko smo dali maske dol, sem si rekel, ma nima veze, tudi če umrem, kva pol? Sem itak odrešen. Ampak rajš umrem slavno, haleluja. Rajš grem v oznanjevanju evangelija, haleluja. Kakor v strahu z eno masko, ko hodil, razumeš? In haleluja, nisem umrl, ampak ljudje so se odrešali. Mi smo prišli ta, jih objemali, haleluja. Čist izven tega sveta smo bili. In ljudje so se razjokali, ful se jih je Bog dotaknil. In pol še 2 let kasneje, ko je en tam delu iz krščanskega centra Šentjur, je rekel, policaji še zdaj o vas govorijo. Ko noben ni bil toliko nor in vejo, da ste res, mislim, nekaj drugega, haleluja. Hvala, Klemen, spet se hvališ, pač hvalim se v Jezusu, amen. Ful mi je všeč, da sem fanatik za Jezusa, haleluja. Ful mi je všeč, da nisem zvezan s strahom, haleluja. Ful mi je všeč, da se nisem predal enemu virusu, eni bolezni, enim medijem ustrahovati, haleluja. Tu, če umrem, raje umrem tako, haleluja, amen. Sam nam umrl, haleluja, verjemte. Haleluja, ker je prevelika Božja moč v meni, haleluja. In če ima kdo virus, pripeljte ga k meni domov, haleluja. Pripeljte ga k meni domov, haleluja. Ne v karanteno, k meni domov ga pripeljte, haleluja. Jaz sem videl doma v naši kuhinji žensko ozdraveti od raka, človeka odpovedati operacijo, ful čudežev, haleluja. In še jih bom videl, haleluja. Zato, ker nam hodil v strahu, razumeš, haleluja. Vem, kdo sem, haleluja. In vem, da tako je v meni milijonkrat več od tega, kaj je v svetu, haleluja. Amen. Vem, da hudič ne more operirati strahom, ko v meni je sveti duh, haleluja. Bog mi ni dal duha strahu, ampak duha moči
ljubezni, haleluja, in zdravega razuma. Amen. Gremo prej. A sem že vsaj malo prepričal, haleluja. Se pravi, Jezus naš primer, on gre do gobavca, se ga dotakne. Dajmo si pogledati, kako je Jezus, kakšno moč v besedi, ti lahko izrečeš prekletstvo, jaz dostikrat izrečem prekletstvo nad kakšno boleznijo, ki noče ven iz človeka. Ker moraš vedeti, včasih tvoj boj je proti demonskim silam. In ti lahko prekovnaš eno stvar in se more posušiti in odpadati od človeka. Takšno oblast imaš v Jezusu. Dajmo si pogledati, Marko 11:20. Ko so šli na vse zgodaj mimo tiste smokve, so videli, da se je posušila do korenin. Peter se je spomnil in mu rekel, rabi, poglej, smokva, ki si jo preklel, se je posušila. Haleluja. Ni to noro. Jezus pride z učenci, vidi, da smokva nima drevesa in jim da lekcijo in reče, bod prekleta smokva, nikoli več iz tebe noben jedel sadu. In učenci mislijo, dobro, zgleda, da je Jezus tudi malo New Ager, se z drevesi pogovarja in tako naprej. In jim nič ni jasno, pač, ok, so že navajeni, da ga ne štekajo vedno. In kaj se zgodi, ko pridejo nazaj? Oni tam odpridejo in se vračajo drug dan nazaj. Jezus, smokva, ki si je preklel, se je posušila do korenine. To je pa čudež totalen. Kakšna moč ima tvoja beseda. Amen. Kakšno moč imaš. Ti lahko virus, mu rečeš, bod preklet v imenu Jezusa. Ker se ti dotakne kakršna koli gripa že, nahod, karkoli. Dlje, ko čakaš, težje ti bo. Jaz sam, ko začutim nekaj, da me praska po grlu, da hoče, tako mu reče, bod preklet, jaz sem ozdravljen v ranah Jezusa. In potem se spomnim, da sem eno z Bogom. Jaz sem ozdravljen, jaz sem Božji sin. In ti povem, ker razmišljam, kdo sem, začne slaviti Boga, haleluja. 90% bolezni ne more zdržati v mene več kot par minut, haleluja. Ok, gremo naprej. A se spet hvališ? Ne, govorim ti ABC vere, razumeš? A se ti hvališ, da znaš poštevanko? A se hvališ, da znaš brati pa pisati? Sam ful kristjanov je nepismenih, nažalost. To je problem. Zato jaz se spadam, da se hvalim, sem pa čist normalen kristjan. Razumete? V bistvu to je poštevanka. Ti bi mogel vedeti, jaz sem ozdravljen v ranah Jezusa, pika. Jaz kamorkoli pridem, ljudje ozdravljajo, pika. Amen. Ta znamenj ne bo sprejemal tiste, ki verajo, v mojem imenu bo izganjali hude duhove, govorili bodo nove jezike, če kaj strupenga spijo in ne bo škodoval, prijemali bojo celo kače, ne samo ljudi, in jim ne bo nič hudega. In polagali bojo roke na bolnike in bolniki bodo ozdraveli. Haleluja, to je ABC, haleluja. Ok, gremo naprej. Se pravi, Jezus, zdaj oni vidijo, ok, smokva se je posušila, glej, rabi, smokva, ki si jo preklel, se je posušila. In zdaj Jezus jim govori naprej, resnično povem vam, kdor bo rekel tej gori, vzdigni se in se vrzi v morje in ne bo dvomil v svojem srcu, temveč bo verjel, da se bo zgodilo, kar pravi, se mu bo zgodilo. Zato vam pravim in za vse, kar molite in prosite, verjemite, da ste že prejeli in se vam bo zgodilo, haleluja. Ne piše, najprej se ti mora nekaj zgoditi, da boš lahko verjel, haleluja, etko. Ampak je glih obratno. Najprej moraš verjeti, da se ti lahko pol zgodi. Amen? Se pravi, poglej si to formulo, a lahko rečeš, kdorkoli bo rekel, a lahko rečeš, kdorkoli sem tudi jaz. Amen. Ne piše človek, ki je končal biblično šolo z 10, ampak kdorkoli. Kdorkoli bo rekel te gori, vzdigni se, vrzi se more in ne bo dvomil kje? V svojem srcu. In kako si bil odrešen? Rimljanom 10:10 prav, kdor v srcu veruje, da ga je Bog obudil od mrtvih in ga z usti prizna za svojega Gospoda, bo odrešen. Se pravi, vidiš to formulo spet tukaj not. Ko ti rečeš gori, pa kje v srcu ne dvomiš, se bo gora mogla premakniti. Amen. Ta virus bo mogel stran. Karkoli te napada, bo mogli stran. Amen. Lahko so finančne težave, bo mogli stran. Haleluja. Ampak problem je, če ti ful dolg gledaš, pa spremljaš statistike, pa novice, je nevarnost, da gre ta informacija iz tvoje glave v tvoje srce. In ko pride informacija iz glave v srce, pride z njo dvom, strah
In pol, ko boš ti nekaj rekel, ne boš vedel, a je to ali ne, ker vsem to, kar jaz čutim, pa ta strah je močnejši od tega, kar jaz govorim in se ti ne bo zgodilo, ko boš dvoličen. Zato prvo informacijo, ko slišiš, da je negativna, ko slišiš neki proti Božji besedi, moraš že iz glave se ti mora odbiti. Zato imej čelado gor udrešena, prav apostol Pavel, da se ti metak odbije. Imej ščit vere, ko pogasi strelice hudobnega. Se pravi, vera je pa nasprotje strahu. Amen? In vera ti bo narisala sliko, kako ti ozdravljaš ljudi s koronavirusom. Strah ti bo pa sliko risal, kako si nisi dobro rok umil in slučajno en Italijan šel mimo tebe in njegova senca se te oplazila in boš, da se greš zdaj testirati. Tudi če boš plačal, pa šel samo to. Ker zdaj, a veste, da imaš že biznis, pa je, da se greš lahko sam testirati, pa plačaš, haleluja. In pol, če v bistvu imaš še neki dodatke, pol, če sta dva, plačata manj in tako naprej. Ne to delati, haleluja. Dost več možnosti, da boš na lotu milijarderatu, da boš koronavirus dobil. Dost več možnosti. Čeprav ne igrati lota, to ni Božja volja, haleluja. Božja volja je, da prosperiraš korak po korak, ki si zvest Bogu. To je Božja volja, haleluja. Vse drugo, bogatstvo na hitro pridobljen se dobi, naredi krila in te uničite na koncu. Bož, da skupaj s tvojim karakterjem prosperiraš. Ok, in zdaj naprej zaključimo. Se pravi, ne pustiš dvoma v srce, to je pomembno. In pol pazi, kaj govoriš s svojimi usti. Pazi, kaj govoriš, haleluja. Zato govor to, kar bi rad sprejel, haleluja. To govor, haleluja. Zato nisi ponosen pa aroganten, če govoriš, kogarkoli se dotaknemo v zdravi. Zakaj? Ker to verjameš. In bolj, ko to govoriš, pa verjameš, bolj se bo to dogajalo. Verjam, haleluja. Jaz komi čakam, kamorkoli pridem, da je kakšen bolnik zraven mene. Haleluja. Res, haleluja. Ne zato, ker bi prvoščil človeku bolezen, ampak ker vem, da je lahko zdravljen ta trenutek, haleluja. Zakaj? Ker je Jezus v mene, haleluja. In naj ti povem, Jezus v tebi je skozi pripravljen. On ne rab 20 minut, da se hitro ugreje, ker je zdaj le spal v nebesih. On je skozi za akcijo, skozi, haleluja. Amen. Recimo v sedu, čas je, da žariš. Čas je, da si luč, haleluja. Čas je, da si luč, haleluja. Dajmo zaključiti z Izaijo 60, haleluja. Izaija 60:1. Vstani zasi, kaj ti prišla je tvoja luč in Gospodova slava je ušla na teboj, kaj ti glej, tema pokriva zemljo in megla ljudstva na teboj pa vzhaja Gospod in njegova slava sije na teboj. Narodi bodo prišli k tvoji luči, kralji k siju tvoje zarje. Haleluja. In za to cerkev so to najboljši časi, v katerih lahko živiva, ker tema prihaja na ljudi. In še ena zanimiv fenomen je tukaj megla. Je tako, kva megla naredi? Megla ti zastre pogled, da ne vidiš resnice. Megla, če voziš avto, ti uniči percepcijo. Ti ne vidiš avta pred sabo več. In tako so ljudje v tem svetu, ne vidijo daleč naprej, ker je megla sovražnika in zaslepila In za nas, cerkev, bi mogel biti pa to, da beščas, ker piše na teboj je pa luč, ka svet. Amen? In bolj, ko so ljudje v strahu, bolj bi mogla midva žareti v radosti in veselju Boga. Amen? Amen, zato je čas, da žariš. Amen? Pa je ta teden okoli, objemi, stiski roke ljudem, blagoslavlji jih v imenu Jezusa. Mene je ena kelnarica rekla, ja, gospod, kaj pa ta virus, se kaj bojite? Ujete šparu. Se rekel, gospa, virus se mene boji. Kaj res? Se rekel, ja, usete se je posel usedla zraven mene. In sem bil lahko pripelil k Jezusu, slava Bogu. Namen. Zakaj? Ker so ljudje preplašeni. In potem sem mi razložil, da lahko sprejme Jezusa in bo ful močnejši od carskega virusa. Če pa slučajno nov deloval, pa umre, bo pa z Jezusom. Haleluja. In je spet zmagala. Sploh zgubiti ne moreš. Amen, haleluja. Amen. Dajmo predati življenje Jezusu. Amen. Amen. Dajmo vse predati življenje.
A ste za to, haleluja. Dajmo vse, haleluja, vse, kar razmišljaš, dajmo vse predati Jezusu. Amen. Jaz sem zadnjič razmišljal, pa kva jaz toliko skrbim nekaj, haleluja. Kako bom to naredil, kako bom tisto naredil. Cerkev, mi imamo ful enih planov, mi imamo veliko planov, haleluja. Ampak jaz bi rad, da vse predamo Jezusu. Pa da delamo samo unih 20%, ki je njegova volja. Amen. Ne, da moramo 100% delati, pa 80% propade, 20% pa uspe. Dajmo mu vse predati, da bo unih 20, 120 pol, haleluja. Oče, mi, Carol, do you want to play a little bit too? Oče, mi ti predajamo svoje življenje, haleluja. Kjerkoli smo, pomagi nam, Oče, da ne živimo po svoje, haleluja. Oče, mi vemo, da je dost več od vsega, kar vidimo okoli sebe, haleluja. Oče, pokaž nam, kako mi izgledamo, če ti vse predamo, haleluja. Kakšno je naše življenje brez strahu, brez sramu, brez skrbi, haleluja. Brez omejitev, haleluja. Oče, mi vemo, da skupaj s tabo nam je vse mogoče, haleluja. Pomagi nam, da smo luč na zemlji, haleluja. Pomagi nam, Oče, haleluja, da smo luč temu svetu, haleluja. Oče, odpusti nam, haleluja. Odpusti nam vsakič, ko puščamo strah in stvari tega sveta v svoje življenje, haleluja. Oče, jaz prvi te prosim, odpusti mi vse skrbi. Oče, vse karkoli delam s svojim, Oče, haleluja. Jaz nočem biti en kristjan, ki se ful neki trud in mu ful malo uspeva, haleluja. Hočem biti človek po tvojem srcu, haleluja. Da sem totalno brez skrbi, haleluja. Da ful uživam s tabo in mi je življenje res avantura z Jezusom, haleluja. Oče, jaz molim, da nam bo vse mogoče, haleluja. Molim, da odpadejo te omejitve od nas. Oče, slabe izkušnje, karkoli smo doživeli, da ni delovalo, Oče, jaz molim, da se to zradira iz nas, haleluja. Molim, da vsak naš problem, Oče, ne bo ovira na naši poti, ampak samo izziv, da se ti še bolj predamo in da smo še bolj nori na Jezusa, haleluja. Hvala ti, Oče. Hvala ti, Oče. Oče, naredi v nas to, kar sam Bog lahko naredi, haleluja. Predaj mu vse svoje talente, haleluja. Vidim tako ful enih talentov. Oče, jaz molim, da vse, kar znamo delati, predamo zdaj v tvoje roke, haleluja. Kdorkoli je dober z rokom, spreten, Oče, mazil njegove roke. Kdorkoli dober razmišlja, mazil njegove ideje. Kdorkoli je dober glasbenik, navdiha njegove inštrumente, njegovo igro, njegovo glasbo. Oče, v čemerkoli smo dobri, jaz kličem nadnaravno maziljenje na to, da žarimo v tem času, da svetlo. Oče, hvala ti za to oddajo na RTV-u. Mi molimo, da ta pravi ljudi pripelješ na šolo ozdravljenja. Oče, da se jih dotakneš. Oče, molim, da vsi, ki so lačni Boga v Ljubljani, da pogledajo to oddajo in da najdejo Božje ljudstvo, kamor lahko pridejo in rastejo v Kristusu. In molim, da jih sprejmemo, Oče, s tvojo ljubeznijo, Oče, da vsaka pride med nas, ve, da je v tvoji družini. Oče, molim, da damo življenje drug za drugega, haleluja. Oče, naj ta revolucija Božje ljubezni naj raztrga naša srca, Oče, da ne bomo sebični, haleluja. Hvala ti, Jezus. Mi se obračamo stran od vsake sebičnosti, haleluja. Se obračamo stran, Oče, vseh strahov, haleluja. Danes nas použi s svojim duhom. Použi nas, Oče. Pokonzumiri nas, potop nas v svojega duha. Haleluja, Oče, da bomo izpolnjeni tako kot prva cerkev, haleluja. Sveti Duh, dobrodošel si, povabi Svetega Duha, kjerkoli si, naj te izpolni, haleluja. Haleluja, bod lačen, haleluja. Če nisi lačen, reč njemu, naj ti da lakoto, haleluja. Hvala ti, Jezus, naj bo nadnaravna lakota v nas za tvojim kraljestvom, haleluja. Haleluja, Sveti Duh.
Haleluja. Oče, odpri naša duhovna ušesa. Pričakuj, da ti bo Bog govoril. Haleluja. Ne omejevati Boga, ne misliti, da ga je težko slišati. Pričakuj, da ti je bližji kot tvoj dih. Hvala ti, Sveti Duh, da nam ti govoriš. Ti nas preobražaš po svoji podobi. Haleluja. Haleluja. Verjemu za več danes. Verjem Bogu za več. Haleluja. Verjemu za več danes. Haleluja. Hvala ti, Jezus. Hvala ti za več. Hvala ti za več. Za več. Haleluja. Hvala ti za več odnosa. Haleluja. Oče, hvala ti za več odnosa z Bogom. Haleluja. Hvala ti za več odnosa z Bogom. Haleluja. Hvala ti za globlji odnos z Bogom. Haleluja. Oče, molim, ko se soočamo s katastrofami poslednjih časov, da smo čedalje močnejši. Haleluja. Oče, molim, da rastemo v tvoji luči. Haleluja. Da ne nazadujemo v temo. Haleluja. Ampak da vsaka stiska naredi kar zlato preizkušeno našo vero. Haleluja. Molim, da ne padamo pod vpliv ljudi okoli nas, Oče. Molim, da zavohamo strah, ki nas hoče napasti. Da se takoj upremo duhu strahu. Haleluja. In hodimo v Božji ljubezni do ljudi okoli sebe, ki so razkropljeni kot ovce brez pastirja. Haleluja. Bod pastir nekomu ta teden. Amen. Bod kakšni izgubljeni ovci ti danes in ta teden pastir. Haleluja. Vod koga, ki je izgubljen. Vod ga v svobodo. Haleluja. V svobodo, v Božji objem. Haleluja. Hvala ti, Jezus. Amen. Amen. Bog je dober. Haleluja. Dajmo ga še slaviti. Haleluja. Dajmo mu slediti.